Govorim o rubriki o človeku, ki ima o vodenju države 2 knjigi. Druge še ni pobarval do konca. Teden z Borutom. Ta teden je naš ljubi umetnik Republike spet imel veliko dela. Dajmo pogledati, kaj smo vzeli z konteksta in zlepili skupaj. Najprej je na ljubljanski tržnici našel naključno skupino otrok in od njih zahteval, da naredijo selfije. Ti selfija narediš zdaj? Ni selfija narediš? Vse ga razumem po eni strani. Ne? A mislite, da ima zastonj tako hudo frizuro? Ti, telefon, gremo. No, v bližini je bil slučajen mikrofon, zato je zbrane nagovoril, kot se za predsednika države spodobi. Lep pozdrav vsem, majhnim in velikim otrokom. Ja, to je bil bolj slab aplavz, ne? Pahor, ti si predsednik, ne pa spuži kvadratnik, to so pa otroci, a veš? Ampak, ne. Borut se ne da. En lep spontan aplavz. Če predsedniku kaže spontan aplavz, ga predsednik dobi. Mogoče pa globoko v sebi v resnici je spuži kvadratnik, kaj pa vem. Kakorkoli, Pahor je med mladimi poiskal novo delovno silo. Si prijatelj v temi? Pika, prav res si Pika. A jaz sem mislil tako, da je to tako umetniško ime. Ne, bravo. Koliko se stane? In kaj boš polka, boš velika? Igralka. Psihologinja bo. Kako ti pa to pada na pamet, da je bila psihologinja? Recimo, kaj pričakuješ od tega? Kaj boš počela? V stiskah. Jaz imam zdaj par stisk. Ja. Kako je le njej na pamet padlo, da bo psihologinja? Pahor, že 3 leta te gledamo, veš, da navdahneš človeka, da bi ti pomagal. Ti se kar naroč, ne? Kar je pa najboljše pa to, da ti je vlak napisala kak hud recept za kakšne fajn tablete. Oksikodon bo je lepo zadane. Ok, na to pa sta Pahorja napadla 2 hipsterja in tudi ona zahtevala selfie z njim. Ti si s kolegom. Bravo. Še večkrat videl. Se ne vem, kam dati se malo. Ja, ni lak biti predsednik, sem skozi smukajo okoli tebe eni bebci pa se pačajo. Dajte malo resnosti, no, če se fotkaš s predsednikom. Ali bo pa res car, pa ga zarit prim, pa ga kušen, ne neki na pol. A moram vse sam. Smo pa opazili, da predsednik svoje frenda izbira glede na to, a navijajo za Ronalda ali za Messija. Krasno, kaj si za Barcelona? Zdaj pa za Ronalda. Priznaj, da si potihem upal, da bo rekel Pahor. Si. A predsednik je moral upraviti tudi eno bolj resno stvar, ne, ki se mu vidi, da ima rajši otroke kot odrasle, ker so veliko bolj zabavni. A gost iz Belgije, grof Herman von Rempempem, svetovno znan pisec haikujev, je prisotnim prebral 3 novosti. Mr. President, Mr. Prime Minister, former Prime Minister, forget your past. It was the meaning of your life. The distinction President Lahore awarded me is not only an honor, it is also an encouragement to remain an active militant of this great European cause. Thank you so much. Jaz mislim, se je Pahor identificiral, ne? Ni čudno, da je bil posebno priznanje Republike Slovenije. S takšno poezijo se le bogati človeštvo. Sta bila pa na podelitvi tudi 2, ki jih redko vidiš skupaj. In ne govorim o nogah Urške Čepin, ampak o teh 2. Ja, prav ste videli. Janezek in Alenka sta bila pri Pahorju. On je ljudem razlagal, da je zdaj doktor Janša. Jaz sem zdaj doktor, diplom, certifikat. Ona pa je vsem razlagala, kdo sploh je. Na to je predsednik skočil še na humanitarni tek, kjer je naredil to sliko. Na njej vidimo maskoto, ki mora biti le lepa in mahati, kaj posebnega pa ne počne. Ob njej pa je tudi človek oblečen v mačko. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej, tujec!
Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.